Letošnji most je obiskalo okrog 100.000 ljudi. V Velenju letos praznujejo 60 let od odprtja novega središča mesta Velenje. V Vojniku so odkrili obeležje v spomin na očeta zdravilišča Radenci. Celjanke novo državno prvenstvo odprle s porazom v Novem mestu, Žalčanke doma boljše od Ptuja. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Letošnji sejem MOS je obiskalo okrog 100.000 obiskovalcev. Ti so lahko odkrivali ponudbo več kot 800 razstavljavcev iz celega sveta. Dobro obiskano je bilo tudi spremljevalno dogajanje, zlasti podjetniki so izkoristili prisotnost predstavnikov gospodarskega ministrstva. Sejem MOS je bil letos znova razdeljen na 5 tematskih področij in še vedno ostaja največji takšen dogodek v širši regiji. Z letošnjim MOS-om smo zadovoljni, kažejo se prve rezultati razdelitve na 5 področij. Obisk je bil podoben kot v lanskem letu, opažamo pa, da so obiskovalci čedalje bolj ciljni, da res prihajajo z konkretnimi nameni, da že vedo, kar MOS danes vse ponuja in v skladu s tem se potem tudi obnašajo in obiščejo te razstavljavce, za katere so se že doma odločili, da jih bodo obiskali. V celjskem sejmu bodo tudi letos opravili analize sejma. Prvi odzivi obiskovalcev in razstavljavcev pa so že znani. Odziv razstavljavcev je bil kar mešan, bi rekel, nekateri so zelo zadovoljni, nekateri srednje, nekateri tudi manj. Zdaj odvisno je tudi od tega, kar ponujajo. Tisti, ki imajo izdelke in storitve, ki so bolj v trendu, je normalno, da so bolj zadovoljni, da so imeli več povpraševanja, več sklenjenih poslov. Večina je še takšnih, ki so imeli kar veliko povpraševanj. Seveda potem traja še kar nekaj časa, par mesecev, da potem vidijo, kolikšen je potem dejanski izplen iz teh povpraševanj. Nekaj pa tudi ni bilo zadovoljni z svojim nastopom, kar je pač normalno. Vsi izdelki in vse storitve pač trenutno niso popularne ali pa tudi niso primerne za obiskovalce sejma. Na drugi strani so obiskovalci največ zanimanja pokazali za področje turizma, kampinga in karavaninga. V ospredju so še vedno učinkovite energetske rešitve, od sončnih elektrarn do toplotnih črpalk. Dober je bil tudi odziv na predstavitev države partnerice Črne Gore. Letošnja država partnerica Črna Gora se je zelo potrudila. Pripeljali so skoraj 300 ljudi na samo predstavitev, od razstavljavcev do folklornih skupin, pevcev, tudi ostalih, ki so predstavili tudi kulturni program. En dan so predstavili svojo ponudbo tudi v Ljubljani, tako da so se res potrudili in tako da verjamemo, da bo iz tega tudi konkreten izplen. MOS pa ni letošnji zadnji sejem na celjskem sejmišču. Čaka nas še sejem Slow Erotika v začetku decembra, kjer pa pripravljamo kar nekaj sprememb, več o tem tudi v prihodnjih dneh, tako da bodo tisti, ki so navajeni tega sejma iz preteklih let, lahko doživeli kar nekaj presenečenj in marsikaj novega. Se pa že zdaj začenjajo tudi priprave na prihodnji MOS. Takrat bo država partnerica Madžarska, do prihodnjega septembra pa bodo organizatorji zagotovo odkrili še kakšno novost. V mestni občini Velenje v teh dneh pripravljajo številne prireditve v počastitev občinskega praznika. Letos Velenčani praznujejo tudi 60-letnico od odprtja novega središča mesta Velenje. Na dopoldanski novinarski konferenci so predstavniki vodstva občine predstavili največje naložbe, ki so jih uspeli izpeljati v obdobju od lanskega občinskega praznika, in prireditve, ki jih ob praznovanju pripravljajo. Mestna občina Velenje v teh dneh praznuje. V ta namen se že vrstijo številne prireditve in dogodki, ki obeležujejo 60-letnico od odprtja novega mestnega središča mesta Velenje. To je pravzaprav obdobje, kjer se posvečamo predvsem temu, da skupaj s prijatelji tega našega čudovitega mesta, čudovite mestne občine Velenje, poskusimo pripraviti praznovanje takšno, kot si ga naše mesto na nek način zasluži. V Velenju so v tem času zaključili kar nekaj investicij, med drugim tudi prenovo osrednje ploščadi v sončnem parku, ki se ponaša tudi s pravo sončno uro.
Ta zaključni del parka, ki mu rečemo prireditveni prostor, osrednji del parka, vključno z prireditvenim prostorom, naredili smo tudi tako imenovano sončno uro, kjer je tudi obenem tudi šolski pripomoček. Obenem pa tudi lahko rečemo, da je to največja sončna ura, kolikor je nam znano, vedeno v slovenskem prostoru in še lahko rečemo, da je točna. Velenje, še poudarja župan s sodelavci, je mesto, ki ima srce. Mesto, ki je znano po solidarnosti, prostovoljcih in številnih ukrepih, s katerimi želijo življenje narediti bolj prijazno za vse občanke in občane. In to si bodo prizadevali tudi v prihodnje, da bo Velenje ostalo srčno mesto s srčnimi ljudmi. Tudi zato si želijo, da bi se vsi skupaj v čim večjem številu udeležili vseh prireditev, ki jih pripravljajo ob letošnjem praznovanju občinskega praznika. V občini Vojnik so konec tedna odkrili spominsko obeležje dr. Karlu Frideriku Henu, ustanovitelju zdravilišča Radenci. Hen se je rodil na Frankolovem, kot študent pa odkril vrelec v Radencih, ko je mimo potoval s kočijo. Hen je nato zemljišče z vrelcem kupil ter začel Slatino izkoriščati tudi v komercialne namene. Letos mineva 150 let od odkritja znamenite radenske Slatine, zato postavitev spominskega obeležja dr. Karlu Frideriku Henu ravno v letošnjem letu ni naključje. Obeležje so postavili nasproti vile, v kateri je v Vojniku Hen prebival. V mesecu maju smo obeležili 210-letnico njegovega rojstva. Karel Friderik Hen je pa pomemben zato, ker je odkril termalni vrelec v Radencih. Bil je pa zdravnik in pa balneolog v zdraviliščih Dobrna, Rimske Toplice, Laško in pa lastnik Term Radenci. Bil je pa tudi prvi lastnik termalnega vrelca, ki ga je komercialno izkoriščal. Mi imamo kar nekaj pomembnih ljudi, ki so v preteklosti se svojim delom dokazali, pa so nekako kar utonali v pozabo. In ko smo nekako razmišljali o tem, kako nekomu, ki pride v Vojnik, pokazati, kaj Vojnik je, kakšen Vojnik je, smo prišli do tega, da imamo čudovito sakralno dediščino, da imamo izjemno lepo okolje, naravo, ljudi, ki so pridni, ampak nekih zgodb o tem, kaj so ti ljudje naredili, pa nekako ni bilo. In smo nekako potem prav iz teh ljudi izhajali in nekako gradimo to zgodbo Vojnika skozi čas in skozi delo teh ljudi. In dr. Hen je sigurno eden od tistih, na katere smo lahko ponosni, da je Vojničan, da je živel v Vojniku in tudi bil uspešen v svojem delu. Slovesnosti v Vojniku sta se udeležili tudi Henovi potomki, ki imata v zadnjih desetletjih velike težave z različnimi slovenskimi inštitucijami. Gre za to, da niso bile deležne vračila posestev v Radencih in pa bi lahko rekel kar šikaniranju nekaterih uradnikov pri nastopu, glede na to, da nimajo tudi državljanstva. Morajo se javljati na policijo in tako naprej. V prihodnosti nameravajo v vojniški občini postaviti obeležja še nekaterih znanih prebivalcev občine, ki so s svojim delom v preteklosti ime vojniške občine ponesli v širši slovenski in svetovni prostor. V Vojniku je še zgodovinski dolg do njegovega sina Romana Aleksandra Hena, ki je bil tudi vojniški župan, potem Franca Goriča, na katerega obeležje, on je bil znani sadjar, katerega obeležje ob 140-letnici bomo otvorili na podoben način, kot je tale vzadaj, v mesecu decembru. Pripravljamo tudi razstavo v ta namen v knjižnici Vojnik. Drugače pa je to obeležje, ki ga tukaj vidite danes, je drugo obeležje v nizu aleje znamenitih Vojničanov. Prvo obeležje smo postavili v letu 2017 v sodelovanju z občino v spomin slikarke Doroteje Hauser. Mi nekako želimo to zbirko teh nekako obeležij dograditi, vsaj z še nekaterimi, in na ta način pravzaprav ljudem približati delo in te ljudi. Po drugi strani pa letos praznujemo 25. obletnico obstoja občine zdaj v tej organizaciji in smo tudi v pripravi za en zbornik
pomembnih Vojničanov, ki bo sestavljen iz 3 skupin. Eno so ljudje, kot je dr. Hen, ki so se zgodovinsko dokazali. Druga skupina so seveda naši zlati nagrajenci, ki so v obdobju občine prejeli najvišje občinsko priznanje. In pa tretja skupina so tisti, ki so prejeli najvišje priznanje na področju kulturnega delovanja za življenjsko delo. In ta publikacija bo nekako išla v novembru mesecu in jo bi nekako potem ob zaključku tega prazničnega leta potem tudi dali med ljudi. Prav z namenom, da se ohrani spomin na njih in na njihovo delo, pomen za naš kraj. Konec tedna se je začelo novo državno prvenstvo za rokometašice. V uvodnem krogu so igralke ženskega rokometnega kluba z dežele 16-20 izgubile na gostovanju pri Krki v Novem mestu. Bolj uspešno so novo sezono odprle Žalčanke, ki so v svoji dvorani z 41-16 premagale Ptuj. Žalske rokometašice so suvereno začele z novo sezono državnega prvenstva. Gostiteljice so proti Ptujčankam samo srečanje nadzirale od prvih do zadnjih sekund. Zmaga s 25 goli naskoka je bila resnično izjemna. V dresu zasedbe trenerja Bojana Voglarja je Anika Stornad dosegla 11 golov. Kaja Kolar jih je pristavila 7. Najprej čestitam puncam, sigurno začetek prvenstva je neko tipanje, ne veš, kje si točno, v pripravljalnem obdobju smo doigrali izredno dobro, ampak prvenstvo pa prinaša neke druge stvari, več pritiska, ampak danes smo oddelali dobro tekmo, tudi nasprotnik je bil v tem trenutku za nas dosti v redu. Tako da lahko rečem, da smo zadovoljni s tistim, zdaj pa treba samo nadaljevati v tem ritmu vse te tekme, ki nas čakajo. Žalčanke bodo lahko po super štartu samozavestno nadaljevale. Sigurno je to en velik plus, sploh pa zaradi tega, ker imamo veliko težav z poškodbami in nam je v bistvu prišla na rekovajih malo lažja tekma, da sprav. Jaz upam, da se nekako vrnemo v tem tednu in pa v teh 14 dneh naslednjih, da se kompletiramo in da bo slika še boljša. Če je bil Ptuj resnično zelo slab, pa so Žalčanke pokazale na trenutke, da je dobra forma prisotna že v uvodu sezone. Na teh tekmih pripravljalnih smo res dobro odigrali in pokazali dobro formo. Jaz verjamem, da bo tisti top, ki nas čaka tretje kolo doma z Novomeško Krko in potem 5. in 6. kolo Celje in Ajdovščina doma. Tukaj bi mogli res biti tisti optimalni in upam, da bo tudi do takrat te poškodbe sanirane in da bomo lahko odigrali res dobre tekme. Žalska ekipa je v prejšnji sezoni zasedla odlično 2. mesto. To bo težko ponoviti, pa vendar cilj je podoben kot lani. Sigurno mi v bistvu smo odigrali lansko sezono nad pričakovanji in noben nas ni pričakoval tako visoko, ampak dobro smo delali, dobro smo se borili in zato tak rezultat. Ja, letos je pa situacija malo drugačna, druge ekipe so se nekako ukrepile in Celje in Ajdovščina, Krka je tukaj. Mi pa v bistvu nismo zaenkrat nič dobili, v bistvu smo nekako malo izgubili z Pijo Hren, ki je ni, in Saša Golovšek, ki je poškodovana. Tako da računamo, da da bomo z tem dobrim delom lahko držali stik z tem 3-4 ekipami, ki nekako bi bile potem za play-off, da prijemo v ta play-off, to se pravi med prve 4 ekipe. Žalčanke konec tedna čaka gostovanje v Izoli. Jutri bo v zahodni in severni Sloveniji zmirno do pretežno oblačno. Čez dan bo postopno tudi drugod nekoliko bolj oblačno. Popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. V noči na sredo bodo padavine vse pogostejše, predvsem na Primorskem bodo tudi posamezne nevihte. Zapihal bo severovzhodnik. V sredo dopoldne bodo padavine ponehale, oblačnost se bo trgala. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Hladneje bo.
V četrtek bo sončno in sveže z vzhodnim vetrom. Na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja. Z vremensko napovedjo tudi danes zaključujemo dogodke dneva na televiziji Celje. Izkoristite jutrišnji torek, preden se v sredo začnejo nekoliko hladnejše temperature. Hvala, ker ste bili v naši družbi, prijeten preostanek večera in nasvidenje.